Ko razmišljamo o Božiču, se ponavadi obračamo k odlomkom iz Biblije, ki opisujejo Jezusovo rojstvo. Radi beremo o angelih, o Jožefu in Mariji, o pastirji in modrih. Začetek prvega Janezovega pisma na prvi pogled ni videti kot božični odlomek, ker bistvo ne opisuje Jezusovega rojstva. Vendar pa, čeprav Janez ne opisuje teh dogodkov, nam daje jedrnato razlago pomena Božiča. V Janezovem evangeliju v 1. poglavju je Jezus imenovan kot beseda. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. V 1. Janezovem pismu, v 1. poglavju, v 1. vrstici, je poimenovan kot beseda življenja. V 2. vrstici pa kot večno življenje. Ko Janez pravi večno življenje, tisto, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo, govori o samem Jezusu Kristusu. To je presenetljiva izjava, toda bistvo je jasno. Ni nam povedano le, da Jezus Kristus ima večno življenje ali da ga daje. Ta vrstica pravi, da on je večno življenje, rešitev sama. Pri vseh drugih religijah ustanovitelj kaže na večno življenje, toda ker je Jezus Bog, ki je prišel k nam v mesu, je on večno življenje. Združiti se z njim po veri in ga poznati v ljubezni je imeti to večno življenje. Za druge svetovne veroizpovedi je Bog sicer oseben, vendar preveč odmaknjen, da bi lahko imel intimen, ljubeč odnos s svojimi verniki. Vse bolj sem prepričana, da je bistvena razlika med krščanstvom in drugimi religijami učlovečenje. Spomnite se znane fraze iz božične himne Charlesa Wesleya: odet v meso, Bog razodet. Ko je Mojzes prosil, da bi videl Božjo slavo, mu je bilo povedano, da bi mu to vzelo življenje. Vendar v Janezu 1 beremo, da je beseda postala meso in da smo skozi Jezusa videli njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta, kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Charles Wesley ni napisal vdeto meso, Bog zakrit, ampak vdeto meso, Bog razodet. Učitelji znanosti svoje učence učijo, naj gledajo skozi filtre in leče, če želijo videti sonce in njegove žarke, da si ne bi poškodovali svojih oči. Podobno tudi mi skozi osebo Jezusa Kristusa lahko vidimo Božjo slavo.